V enem izmed prejšnjih posnetkov smo omenili, da se izgorelost razvija počasi in jo lahko preprečimo ob uspešni prepoznavi znakov in simptomov. Še vseeno pa je najboljša preventiva, zato v nadaljevanju z vami delim nekaj nasvetov, kako poskrbeti, da do izgorelosti sploh ne bi prišlo. Po teoriji samodoločenosti moramo ljudje imeti zadovoljene 3 temeljne psihične potrebe, da bi lahko normalno funkcionirali, bili psihično zdravi in dosegli subjektivno blagostanje. Prav tako zadovoljenost teh 3 potreb preprečuje izgorelost. Temeljne 3 psihične potrebe so: potreba po pripadnosti, ki se nanaša na občutek povezanosti z drugimi ljudmi, na intimen odnos z ljudmi ter na odsotnost osamljenosti. Potreba po avtonomnosti se nanaša na občutek, da svoje aktivnosti sami izbiramo in nismo pod pritiskom zunanjih dejavnikov. Potreba po kompetentnosti pa se nanaša na občutek, da smo sposobni in učinkoviti v svojih akcijah, da imamo učinek na okolje in da dobimo želen rezultat iz njega. To pomeni, da moramo svoje delo in delovno okolje oblikovati tako, da bomo imeli možnost zadovoljiti vse 3 temeljne psihične potrebe. Predvsem moramo znati regulirati svoje delovne obremenitve, poskrbeti, da imamo dovolj kontrole in graditi na skupnosti. Delo si moramo organizirati tako, da najdemo ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem. V svojem vsakdanu naj bi čas razporedili tako, da opravimo delo in hkrati najdemo čas za profesionalno in osebnostno rast, počitek in regeneracijo. Pri iskanju razmerja nam bo pomagalo načrtovanje dela, pri čemer je treba napisati tudi približno časovno omejitev določenih nalog. Saj bomo s tem točno vedeli, kaj bomo kateri dan naredili in ne bomo posegali v zasebno življenje. Naučiti se moramo reči ne, še posebej, ko že imamo tako preveč dela, prav tako pa nam ne sme biti odveč prenesti naloge na druge. Ko vidimo, da nam nekaj ne bo uspelo, je bolje za nas in za celotno organizacijo, da nalogo prepustimo drugim, ki imajo na voljo več časa. Eden izmed sovražnikov regulacije delovnih obremenitev je tudi perfekcionizem, ki nas marsikdaj ovira, da bi dokončali nalogo. Moramo se zavedati, da ponavadi ni potrebno nalogo opraviti perfektno in brez napak, ampak zgolj dovolj dobro. Velikokrat se zgodi, da na maile odgovarjamo čez vikend ali pa dovolimo, da nas šef kliče pozno zvečer. Izgubljamo kontrolo. Služba se vedno bolj zliva z zasebnim življenjem. Zato je pomembno, da si naredimo urnik, v katerem točno določimo, kdaj smo dosegljivi za službo in kdaj ne. Seveda bi bilo idealno, da smo dosegljivi samo v delovnem času, vendar to ni vedno izvedljivo. Prav pa je, da si postavimo neke omejitve, ki se jih držimo. Naprimer, po 7 uri zvečer ne pregledujem več mailov in se ne oglašam na službeni telefon. Prav tako pa se lahko zgodi, da se na delovnem mestu povečajo zahteve, mi pa ne dobimo nobenih novih virov in sredstev v zameno. V takšnem primeru moramo nadrejenim brez slabe vesti povedati, kaj potrebujemo, da bomo svoje delo opravljali kakovostno. Vse to nam bo dalo občutek samostojnosti oziroma avtonomnosti, obenem pa tudi kontrole. Temeljna psihična potreba je tudi potreba po povezanosti. Pomembno je, da imamo tako v službi kot izven nje močno socialno oporo. Zato je nujno, da investiramo čas za namen, da se povežemo s sodelavci. S tem zgradimo zaupanje, kar vodi v veliko večjo sigurnost na delovnem mestu. Tako namreč vemo, da se vedno lahko zanesemo na druge v primeru, da sami naletimo na prepreke. Spanje je stanje druge zavesti, v kateri se izklopijo čutila, sprostijo se mišice, obnavljajo se tkiva in zaloge, uravnavajo se hormoni in telesna temperatura, prefiltrira se spomin. Pozabimo nerelevantne informacije in utrdimo ter med seboj povežemo pomembne. Je vsakodnevni počitek, ki je nujen za preživetje. Potrebujemo od 7 do 10 ur spanca dnevno, odvisno od delovnih zahtev čez dan ter posameznika samega. V nasprotnem primeru pomanjkanje vodi v razdražljivost, pogostejše izbruhe jeze, zmanjšano natančnost in razsodnost ter slabo koncentracijo. Neprespanega človeka prepoznamo po bledi polti, podočnjakih, počasnemu premikanju, nezbranosti. Premalo spanca zavira tudi rastni hormon, ki omogoča obnovo, prav tako pa nam oslabi imunski sistem. Naš spomin pa ne funkcionira, kot bi moral. Nekateri pomanjkanje spanca po noči kompenzirajo s popoldanskimi počitki, a vedeti moramo, da to ni dolgoročna rešitev in da si ga je bolje privoščiti samo v primerih, ko je res nujno. Melatonin in kortizol sta glavna hormona za uravnavanje spalnega cikla. Melatonin čez dan nastaja, kortizol pa se porablja. Če katerega koli od hormonov preveč ali premalo, težko zaspimo.
V enem izmed prejšnjih videov smo omenili, da je kortizola lahko preveč zaradi stalne stresne aktivacije. Porušeno ravnovesje teh dveh hormonov vodi v porušenje ostalih hormonov, med drugim tudi hormona, ki daje občutek sitosti, zato se pogosto zgodi, da se nespečen človek prenajeda, kar posledično vodi v debelost. Trik, kako lažje zaspati in znižati raven kortizola, je utrjena rutina, ki jo vsakodnevno opravimo pred spanjem. Vsak dan naj bi v enakem vrstnem redu in ob isti uri izvajali dejavnosti, naprimer najprej se stuširamo, nato spijemo čaj in ob tem preberemo poglavje v knjigi. S tem bomo možganom dali jasen signal, da je čas za spanje, še preden se sploh uležemo v posteljo. Pogosto pa ne moremo zaspati, ker pred spanjem napeto razmišljamo, kaj vse moramo postoriti, česa nam ni uspelo čez dan opraviti, skrb nam vzbuja že samo dejstvo, da ne zaspimo in bomo naslednji dan utrujeni. V primeru, da se uležemo v posteljo in 30 minut ne zaspimo, moramo možganom dati jasen znak, da smo opravili neko aktivnost in se lahko raven kortizola zmanjša. Če nas težijo jutrišnje aktivnosti, si jih preprosto napišemo na list in tako vemo, da bomo s seznamom začeli prihodnji dan. Pred spanjem prav tako ni priporočljivo gledati v ekrane, saj modra svetloba povzroči upad melatonina, kar daje možganom signal, da še ni čas za počitek. Če pa že moramo gledati v zaslon tik preden zaspimo, je priporočljivo, da ekran prilagodimo na nočni način in uporabimo rumeno svetlobo. Še en način, kako se lažje potopiti v globok spanec, pa je sproščanje. Lahko poskusimo z različnimi dihalnimi tehnikami ali pa s pomočjo progresivnega mišičnega sproščanja, vodene meditacije ali vizualizacije ter s poslušanjem naravnih zvokov in umirjeno glasbo brez besedila. Osnovno pravilo prebave je dobro noter, slabo ven. Telo izloči vse škodljive in strupene snovi, koristne pa absorbira. Zato je naša naloga, da poskrbimo za čim več hranilnih snovi na našem jedilniku. Veliko bomo naredili, če bomo iz jedilnika črtali industrijsko predelano hrano in vase vnesli manjše količine kave, alkohola, rafiniranih ogljikovih hidratov in sladkorja. Po drugi strani pa vključili vsaj 3 vrste zelenjave in sadja dnevno, neoluščena žita oziroma kompleksne ogljikove hidrate in vsaj en ribi oziroma mesni obrok na teden. Kompleksni ogljikovi hidrati pripomorejo k zniževanju krvnega pritiska in izločanju serotonina, ki pa ga imenujemo tudi hormon sreče, saj njegova vsebnost v telesu vpliva na naše razpoloženje in občutenje sreče. Proteini, ki jih najdemo v pustem belem mesu, ribah, jajcih in leči, bodo skrbeli napete mišice ter poskrbeli za ravnovesje hormonov. Omega-3 maščobe, ki pa se nahajajo v oreščkih, tuni in lososu, pa bodo znižale vsebnost stresnih hormonov in nas obranile pred boleznimi srca in depresijo. Pomembno pa je, da vso hrano, ki jo zaužijemo, dodobra prežvečimo, saj s tem omogočimo veliko boljšo absorpcijo hranilnih snovi. Količino hrane oziroma kalorični vnos prilagajamo našemu delu in telesni aktivnosti. Če delamo v pisarni, najverjetneje ne porabimo toliko energije kot ljudje, ki so pri delu ves čas telesno aktivni in opravljajo težja fizična dela. Posežemo lahko tudi po prehranskih dopolnilih, a se moramo zavedati, da le-ta nimajo učinka ob nezdravi prehrani. Najpomembnejša vitamina pri zdravljenju in preprečevanju izgorelosti sta C in D3. Od mineralov pa so pomembni predvsem magnezij, cink in selen. Vitamin C je pomemben, ker znižuje raven kortizola ter ojača imunski sistem. Najdemo ga v citrusih. Vitamin D pomembno pomaga pri zdravljenju depresije, dobimo pa ga na soncu. Magnezij najdemo v zelenjavi in tofuju, pomaga pa pri premagovanju izčrpanosti in glavobolov. Pomanjkanje magnezija je eden od razlogov za slabši spanec, pretiran stresni odziv ter doživljanje tesnobe. Ker magnezij razbremeni mišice, ga je smiselno vzeti s toplo kopeljo, ki bo še dodatno sprostila napete mišice. S tem pa bomo poskrbeli tudi za svoje mentalno zdravje, saj se bomo s tem sprostili in si vzeli nekaj časa samo zase. Dandanes veliko ljudi ne telovadi in se sprašuje, zakaj so pod stresom, napeti in zakaj se počutijo depresivno. Fizična aktivnost ne le izboljša našo telesno pripravljenost in fizično stanje telesa, temveč ima tudi pomemben vpliv na psihološko zdravje, saj izboljša subjektivno blagostanje in s tem kvaliteto življenja. Vseeno pa mora biti telesna vadba vedno prilagojena našemu stanju in telesni pripravljenosti, zato moramo z njo začeti postopno. Idealno je, če intenzivno telesno vadbo, aerobno ali anaerobno, izvajamo 3-krat na teden. Fizična aktivnost ima številne pozitivne učinke.
povečuje samospoštovanje in zadovoljstvo življenjem, izboljša splošno kognitivno delovanje, izboljša zmožnost učenja in pomnjenja, saj se zaradi aktivnosti v možganih dobesedno poveča hipokampus, ki je odgovoren za spomin. Vadba pripomore tudi k večji kreativnosti in izboljša našo pozornost. Redna vadba, še posebej aerobna, kot je na primer hoja, tek, plavanje, kolesarjenje, je zelo učinkovita tudi v boju z anksioznostjo, obenem pa zmanjša občutljivost na stres in pomaga pri depresiji. Aerobna vadba namreč pripomore k proizvodnji endorfinov, ki povzročijo, da se počutimo dobro, prav tako pa daje občutek, da smo nekaj dosegli. Pravijo tudi, da je 10 000 korakov na dan naravni antidepresiv. V videu smo govorili o nekaj strategijah in preventivnih ukrepih, kako se zaščititi pred izgorelostjo. Spoznali smo teorijo samodoločenosti, ki pravi, da moramo za svoje subjektivno blagostanje imeti zadovoljene 3 temeljne psihične potrebe. Prav tako smo spoznali nekaj trikov, kako si urediti svoje delovno in domače okolje, da te potrebe čim bolje zadovoljujemo, ter pojasnili, zakaj so spanec, prehrana in telesna aktivnost tako pomembni v boju proti stresorjem.